Pozdravljeni v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste pa sem povabila Tanjo Prezelj. Dobrodošla. Živjo. Tanja, ti si slikarka in tvoje slike, eno imamo tukaj priložnost videti, jaz imam tudi doma kakšno, pa tudi kakšne, recimo letos sem si umislila tvojo Marijo Magdaleno. Že slikaš slike iz notranjega sveta, ne to, kar mi vidimo, kar se zunaj dogaja, ampak kar se noter dogaja, znotraj človeka, znotraj tistega zavedanja izven okvira fizičnega telesa. Sanje, meditacija in tako, kot si napisala, dobivaš informacije skozi svojo tišino, poglabljanje v sebe, skozi povezavo, intuitivno je to tako. Kdaj se je pa to začelo dogajati? Jaz sem že v otroštvu sem bila povezana s temi drugimi svetovi. Zame ta materialni svet nikoli ni bila edina resničnost, ki obstaja. Bila sem tudi zelo senzibilen otrok, zelo sem čutila tudi, kaj čutijo ljudje okoli mene. V bistvu sem to čutila tako, kot da so to moja čustva, tako da je bilo včasih pač težko, pa veliko informacij, tako da sem težko bila v kakšnih velikih skupinah ljudi. In že takrat sem rada raziskvala te svetove. Ne vem, že tako v predšolskem obdobju se spomnim, da sem imela te spontane, lucidne sanje, sem bila budna v sanjah. In tista resničnost je bila zame glih tako resnična, kakor tale. Potem se je recimo tam v najstniškem obdobju ta povezava malo prekinila. Takrat so iz mene ta čustva nabrana, pa nepredelana, eni občutki težki, pa tako je vse prišlo ven iz moje podzavesti in sem se kar malo tako izgubila. Imela sem zelo eno težko obdobje, tudi samodestruktivna sem bila, pomagala sem si tudi s kakšnimi substancami, pač bežati od sebe, ne biti s sabo, ne biti s temi občutki. Tako da čez ta najstniško obdobje, sicer sem tudi risala, ampak nimam toliko zavesti, da bi se takrat sploh izražala na kakršenkoli način. Potem sem pa tam v 20-ih, pač imela sem en moment, ko sem vedela, da tako, ko en uvid je prišlo do mene, da jaz nisem v redu, da jaz znotri, da se ne počutim dobro, da nisem v redu, da nočem biti cel življenje zdaj tako in da če hočem priti iz tega ven, da pač moram nekaj spremeniti. In potem so mi prišle pod roke razne knjige o duhovnosti, kakšni osebnostni rasti in tako. In to pa se mi je zdelo malo bližje mojemu jeziku, ta jezik, ki je opisoval notranja občutja, pa druga stanja, pa tako. Potem je bilo pa še potovanje po Indiji. Tam sem pa potem 3 mesece bila v ašramu in sem imela čas za meditacijo, za poglobiti se vase. Tam se je svet majčkeno odmaknil, tako da sem res se potopila vase, in to je bil zame en tak reset. Sem se na novo postavila in ko sem prišla iz Indije domov, sem si nabavila velika platna in začela ustvarjati in je bil pa res občutek, da bi se en jez v meni podaril in je ta ustvarjalna energija sam tekla na tista platna. Tako v zelo kratkem času sem zelo veliko slik naredila in te prve slike so bile ene take, jaz sem samo vedela, da rišem eno energijo, ene take plešoče linije so bile to in to je bil samo res tisti prvi
izraz pač te ustvarjalne reke, ki je prišla ven, a ne. Potem so me pa začeli zanimati, kaj ta energija zdaj je, ki jaz to rišem, a ne. In sem se začela malo poglabljati noter, malo bolj gledati, malo bolj v detajle sem šla. Gledati pomeni kaj gledati? V energijo noter. Okej. To s kakšnimi posebnimi tehnikami, preko meditacije, kako vstopaš v to energijo? Preko občutja, ne. Meni recimo nekaj ujamem, en občutek v sebi ujamem in potem ga zasledujem, grem za njim, gledam, kaj zdaj to je, potem ponavadi pridejo kakšne ali asociacije ali spomini recimo, ki je en tak podoben občutek bil in se mi začne v eno zgodbo to povezovati, a ne. In potem jaz že začnem slikati recimo s temi informacijami, ki jih dobim in potem sproti, ko jaz slikam, teče zgodba, a ne. Te moje slike so pol tudi dobile recimo ene forme, prav tako zgodbe noter, no. Niso bile več toliko abstraktne. In potem sem v bistvu opazila, da rišem, slikam ene vizije, ene zdrave, lepe prostore, a ne, v katerih vsi želimo biti. Mogoče, ne vem, varen prostor v sebi, a ne, ke sem ga jaz recimo na novo mogla najti. In ko jaz slikam, cel ta proces je moja pot do tega prostora, a ne. In potem, ko je slika narejena, nekako izžareva ta prostor, a ne. Ima že energijo tega prostora, Ja. se pravi, nekdo, ki pogleda eno sliko, v bistvu lahko že, če se zelo pomiri, vstopi v ta prostor oziroma ali ta slika že odžareva ta prostor in človek niti ni potreben, da je v meditaciji, ampak ga povabi ta slika, da pride v to stanje. Ja, slike so kot eni portali v ta prostor, a ne. Tako da je različno za ljudi, ki jih gledajo. Eni takoj prepoznajo ta prostor in jih takoj recimo se povežejo, eni pa iščejo pot pol do tega prostora, a ne. Ampak ko je slika v prostoru, ja, izžareva ta prostor, na primer pri mandalah, a ne, ke so še ta vzorec, zdrav cel vzorec je mandala simetrična in prevaja energijo, že samo zaradi strukture. In jaz sem videla recimo pri sebi doma, a ne, ko so mandale na steni, kako je, že ko pridem domov, pač energija je postavljena, a ne. Pretočna je, sproti se prostor čisti energetsko. Ko pa recimo nimam mandal, če so na kakšni razstavi ali kaj, se občuti ta razlika, no. Tako da ja, že ko so slike v prostoru, imajo neko energijo. Zelo zanimivo. Me zanima, se pravi, rekla si, da si že kot otrok si začela risati, je tako? Ja. Sem prav razumela. Potem je bil tisto temačno obdobje. S kakšnimi občutki si se pa takrat srečevala? Ker jaz mislim, da ima kar precej, vsaj žensk, dosti te iste probleme. Se pravi, srka probleme, energije, misli, čustva od nekoga drugega, ustvarja eno harmonijo, ampak znotraj je čisti razsol. Kaj bi ti rekla, da je? Pri meni najbolj mislim, da je bila neka nevrednost, pač sploh biti, sploh obstajati, a ne, da sem sploh tukaj, da sploh nisem vredna biti tukaj, ali pa ta vprašanje, če sem sploh vredna biti tukaj. Ta je bila zelo, recimo je bil močno prisoten, pa neka naučena nemoč. Zelo dolgo časa jaz nisem vedela, da lahko jaz sama nekaj spremenim, da jaz lahko sama vodim svoje življenje, a ne. Neka ta nemoč, kot da... Odvisnost od nekoga drugega. Ja, in da je že vse tako, kot je, a ne, in da
da moraš nekako v tem tako biti, v tem sodelovati, ne vem, da nimaš neke moči živeti življenje tako, kot bi ga jaz rada živela, a ne. Okay. Po oglasih pa nadaljujeva zgodbo Tanje. Se pravi, srečevala si se z lastno nevrednostjo, s pomanjkanjem notranje moči, da vodiš svoje življenje. Je bilo še kaj takega, s čimer si se srečevala? Bila je tudi recimo ena potlačena jeza. Tega je med ženskami, tako s kontejnerji lahko voziš ven. Ja, ni dobrodošlo, a ne, izražati in potem pač tlačimo, a ne. In za to jezo je bila potem neizražena žalost, bolečina čustvena, take težke energije. Pol recimo tudi sram in krivda, tudi ta dva, a ne. Še hvala Bogu, da si krivdo predelala, ker jaz jo nisem do časa predelala, da sem raka dobila, ne. Tako je zelo pomembno, da te občutke res predelamo. Kar sem jaz gledala v svojih raziskovanjih, se res nabirajo zato, ker potlačimo same sebe. Oziroma sami sebe, saj so tudi moški med tem, da izdamo sami sebe, ta je še boljši izraz, a ne, zato, da ugajamo nečemu drugmu, nekomu drugmu. Seveda, pomembno je to, da preživimo v tistem času, ampak žal se naši možgani naučijo teh programov, potem se pa srečujemo s takimi težavami. Pa me zanima, se pravi, rekla si, da si se potem, ko si to najstniško obdobje komaj prebrodila, da si se tudi skrivala, pa jemala razne stvari, ki so te v bistvu oddaljevale. Kaj je bil pa tisti odločilen trenutek, da si pa ti res rekla, okej, glej, drugače je treba začeti delati? Jaz sem to kot en uvid dobila. Sred tega je meni samo ratalo enkrat jasno, da če bom hotela kdaj biti srečna ali pa vesela ali pa se samo dobro počutiti, a ne, da bom mogla spremeniti cel način življenja. In zelo ključno, no, je bilo to ukvarjanje, a ne, s svojimi temi notranjimi svetovi, z občutki. Meni je bilo najbolj ključno soočati se s temi čustvi, a ne. To je bilo tako kot ena gora nad mano tega in občutek je bil, da če to se naenkrat pade name, da me bo to ubilo, da pač je preveč, a ne. Kako si pa pol to korak po korak, ker dejansko veliko ljudi se zgubi, ker naenkrat vse te stvari pridejo. Pa kako, ker vem, da tudi naši gledalci, gledalke se soočajo s kakšnimi podobnimi občutki. Kako si ti naredila, da si res korak po korak? Jaz sem kar pustila, recimo, ko je nekaj prišlo. Bolečina, ali kaj je to? Recimo bolečina, da sem bila v tem, a ne. Sem rekla, okej, zdaj sem tlele, kva je to, a ne. Kaj mene zdaj toliko boli, a ne. In pol pridejo, isto kot pri slikah, a ne, pridejo spomini za tem. Lahko so razpršeni čez cel življenje, ampak imajo vsi eno skupno točko, a ne. In to je tisto, kjer sem si jaz povzročala recimo to bolečino, kjer sem jaz tako na tak način dojemala stvari, da me je bolelo, a ne, ker sem bila ranjena. Zdaj si rekla, kjer si povzročala, prej si rekla, da si od drugih stvari dobila. Daj majčkeno mogoče ta koncept našim gledalcem in gledalkam razloži. Jaz gledala, da sem od vseh drugih dobivala, a ne, ampak lahko recimo
en človek, ko doživi isto situacijo, pa ne bo te bolečine doživel, a ne, tako kot sem jo jaz. In sem v bistvu spoznala, da to dojemanje tudi svojega okolja, pa ljudi, bližnjih pa tako, a ne, je moja odgovornost in da jo lahko spremenim, a ne, tudi ta pogled na to, kako se stvari okrog mene dogajajo in kako jaz to doživljam, a ne. V bistvu mislim, da sem se naučila, no, s temi svojimi sama sebe regulirati, no, svoja čustva in saj pride, tudi zdaj pride kaj, ki me zaboli, a ne, ki me prizadene, ampak da pogledam pol v to situacijo, kaj se je zdaj zares zgodilo in zakaj je mene to zdaj prizadela, ne, in pol pridem do tistih globih občutkov, ki so spodaj, a ne. In tukaj sem pa čist nekje noter v svoji globini, sem pa jaz sama s sabo, a ne. In zato jaz rečem zdaj, da si te občutke, recimo bolečino, karkoli, povzročam sama, a ne. Čeprav pač nismo pa ljudje ločena bitja, mi smo vsi povezani, tako da si en drugemu povzročamo različne občutke in doživetja in tako, a ne. No, jaz zmeraj to tako rečem, recimo, jaz imam ene občutke, pa če to jaz smatram kot bananin olupek, pa ta bananin olupek jaz vate vržem. Zdaj, ti imaš še vedno možnost, da boš ta bananin olupek vzela dol, očistila majico, pa šla naprej, ali boš, ne vem, še naslednjih 10 let s prilepljenim bananin olupkom na sebi okrog hodila pa rekla, ta mi vrgla bananin olupek, lej, ta je tista, ki mi vrgla bananin olupek. To je približno tako, ne? Ja. Sej s temi čustvi pa občutki je tudi tako, tudi prebujeni mojstri jih imajo. Ja. Samo, mislim, zato, ker to kaže, da smo živi. Ja. Samo razlika med enim prebojenim mojstrom pa enim običajnim človekom je samo v hitrosti, kako predelati. Recimo, mene tudi včasih, sem se peljala z vlakom, kakšna bolečina tle noter. V momentu sem rekla, noč ne, zdaj pa odložiti vse, glih en film sem gledala na vlaku, odložiti vse in samo biti s to bolečino. In potem se je transformirala v tako čudovito smaragdno barvo, se pravi, vse se je odprlo. In verjetno se zelo kaj takega podobnega tudi tebi dogaja. Tebi se to pol prelevi v slike, a je tako? Ja, jaz to, recimo slike meni dajo ta čas, a ne, za sprocesirati stvari. In še hkrati me pa podpirajo v eni višji energiji, no. To sem prav opazila, recimo, ko sem slikala, ko sem v enih teh težkih občutih, pa procesiram zdaj, kaj je bilo, pa tako, da je moj samogovor notranji, ko rišem mandalo, ne, postaja zelo bolj prijazen, začnem sama sebe dvigovati, in ni več tako vse črno, ampak, ne vem, si začnem govoriti, da bom šla skozi to, da sem že šla skozi kaj podobnega, da jaz zmorem, da lahko, a ne, tako na tak način se mi misli začnejo bistriti, ja, in pol tudi čustveno, ne, se začnem dvigovati. In to recimo, ko rišem mandalo, me mandala, ta struktura podpira ta proces v meni, a ne. Ja, saj si rekla, da mandale te tvoje pomirjajo že samo, ko so v prostoru. Ja. Mandala je že tako sama po sebi, a ne, je en zdrav vzorec, a ne, in ena zdrava struktura in skozi zdrave vzorce strukture pač je vozilo, po katerem energija lahko priteče sploh v materialen svet, a ne. In če je zdrav, nepolomljen vzorec, da nima, ne vem, polomljenih stvari, kjer bi se energija ustavila, a ne, potem lahko lepo teče. In takrat, ko jaz rišem to, se to name prenaša, a ne.
tako da energije stečejo, tudi če so ustavljene, stečejo naprej potem, a ne. In se te procesi lepš, lažje odvijajo. Tako da meni slikanje mandal, mislim, je moja meditacija, terapija, vse, a ne. Takrat imam jaz res čas za predelovati stvari. In všeč mi je pa tudi to, da ostane pa ta zdrav prostor, a ne, da ne slikam, da ne mečem teh svojih enih stvari ven na platno, ampak da ostane tista luč, do katere jaz hodim, a ne. Pred oglasi vas, drage gledalke, spoštovani gledalci, povabim še na spletno stran www.bisernica.si/darilo, kjer sem za vas pripravila poseben program, ki si ga lahko brezplačno ogledate. Po oglasih pa s Tanjo nadaljujeva. Zelo zanimivo življenjsko pot imaš. Od čustev, misli, raznih substanc in zdaj si ti vse ven prišla. In tudi si rekla, kako čutiš stvari, pa da se pol misli začnejo tudi jasnejše postajati, bolj prijazne do tebe začnejo postajati, ko ti rišeš. Pa me zanima, od katerih misli si se pa najtežje poslovila, ker misli so taki lahko kakšni zelo močni programi, ki nas tišijo nazaj, pa znova in znova probajo, bom noter prišel, bom naredil tako. Kaj je bilo tisto, ki je bilo zate najtežje? Mislim, da glih ta nevrednost, no, da nisem dovolj dobra, pa da jaz to ne znam, pa da, ne vem, take stvari, no, take misli. Drugače pa od tega bežanja od sebe, no, da zdaj nekaj pride, še zmeraj imam tisto, ne bi se s tem ukvarjala, pa a ne tako. No, zdaj pač vem, a ne, da je dosti lažje, če se usedem takoj, ko pride, pa si vzamem čas, pa se soočam, pa grem skozi, a ne. Vem, da je ta pot skozi zdaj hitrejša, pa da ni tako grozen, ker sem že šla 100-krat, a ne. Ampak tam mi še kar, tista prvi moment, a ne, bi še kar zbežala, a ne. Ja. Ta je zelo, no. Jaz sem imela iste probleme, pa tudi še danes me včasih prav hoče ujeti ta isti vzorec. Sam si rečem, ne, hvala. Lahko si na sovoznikovem sedežu ali pa zadaj, res sediš na zadnjih, ampak vozim jaz. Ja. To, no, pa mogoče ta mal disciplina, a ne, da skrbim, da sem jaz v enem dobrem prostoru znotraj sebe, a ne. Ne vem, s tem ustvarjanjem, pol je tudi gibanje, recimo, tako kot eno ravnotežje, a ne. Takrat, ko ustvarjam, sem zelo pri miru, zelo sem noter in potem rabim eno gibanje, da se da telo pretočno ostane. To je zelo dober point. Preveč ljudi, preveč sedi. Ja, je treba ravnotežje pol temu najti, a ne, drugo stran. Potem tudi kakšna druženja z ljudmi, recimo tle, jaz tudi se moram prav spomniti, da grem s kom na čaj ali pa na sprehod ali pa pač nekam, ker sem zelo v teh svojih, a ne, svetovih, ko ustvarjam veliko. Tako eno to ravnotežje in da začutim, kje zdaj imam manko in da si pol tisto dam, a ne. Super, ja, se pravi, da se človek nauči izpolnjevati oziroma izpolniti svoje potrebe, dati sebi tisto, kar rabi, zato da je lahko srečen, ker verjetno si zdaj srečna, je tako? Ja, mislim, meni je zdaj super doživljati življenje, a ne. Super mi je biti tle, a ne.
svet mi je zanimiv, tako, recimo strahovi odhajajo počasi, ne, saj kakšni so še, ampak veliko recimo jih je šlo in potem lahko lažje zadiham, lažje živim, a ne. In tudi recimo vse te stvari, ki jih počnem zato, da sem lahko v takem stanju, jih rada počnem, a ne, ni to zdaj, jih ne čutim kot neka obveznost ali pa ne vem, ampak rada počnem vse te stvari, a ne, pa ta, ne vem, stik z naravo recimo, to tudi zelo, meni pomembno, ja. Se pravi, iz vsega tega, ker si šla skozi z lastno izkušnjo, kako si v bistvu, sej telesno niti ni bil tak problem, ne, nisi imela nobene take hude bolezni, ampak si imela čustveno bolečino, se pravi, čustveno bolezen, bolezen misli, bolezen energij in si vse to na sebi ozdravila. In ko zdaj gledaš nazaj, kaj bi svetovala gledalkam in gledalcem, da prvo naredijo, če se zalotijo v enih takih čudnih mislih, čudnih čustvih, kaj naj naredijo? Ja, prva stvar bi jaz rekla, da grejo vase, a ne, da grejo vase pogledat. Kaj to zdaj točno pomeni? Ker marsikaj, veš, učili se nismo v šolah, kaj to pomeni, se pravi, kaj to pomeni iti vase. Jaz vem, tebi je to zelo domače, ja, kako iti noter, pa mogoče Mejhen, kako si ti začela te stvari bolj vase hoditi, bolj ta stik s sabo? Pustiti si čutiti to, kar čutiš. Tudi, če ti ni všeč, a ne, tudi, če boli, tudi, če je nekaj, ki ti ne paše čutiti, a ne, ampak čutiš, a ne. Tako da biti s tem občutkom, samo biti s tem, a ne. A je to mogoče tako, ko jaz nekaj začutim, se usedem, pa samo z mislimi grem to, kje čutim, pa začnem čutiti, ne pa, da takrat prižgem radio, pa televizijo, pa da grem, ne vem, nekaj početi, nekaj šraufati, zato ker nočem čutiti, da me nekaj boli. Ja, ker pol zabežiš, a ne, od tega občutka. Ja, da se usedeš, ja, v tišini, da občutiš to in da se posvetiš v bistvu temu občutku, da se posvetiš in da ga dovoliš, da je, da si dovoliš biti tako. To je v bistvu kot ena iskrenost do sebe, a ne? Čudovito povedan. Iskrenost do sebe. Ampak ne pa pol recimo pa, da se pa valaš v tem 14 dni, a ne? To je pa druga stvar, ja. Pač da vidiš, da si priznaš, kje si, kako si in da pol probaš začutiti, kaj ti zdaj lahko pomaga iz tega ven, a ne? Da se boš boljš počutil, ali ti pomaga, recimo ustvarjati je zelo fajn način, zato ker takrat ta življenjska energija teče skozi tebe, a ne? In ko se stvari premaknejo, ko stečejo, se premaknejo stvari v tebi, čustva stečejo, misli, a ne, začne se premikati. Tako da recimo mogoče nekaj zraven ustvarjati, a ne, da se energije premikajo, potem tudi gibanje, stik z naravo, vse to, a ne. Mislim, da vsi rabimo vse to, no. Pa tudi druženje, ne biti skozi sam, ampak biti tudi včasih čist sam, a ne. Biti sposoben biti sam. Ja, to je tudi recimo ena umetnost, a ne. Ja. Ker jaz si v dnevu si prav čas vzamem, namenoma si čas vzamem, zato da samo sedim pa čutim, kaj se noter dogaja. In dovolim temu, če rečem temu notranjemu otroku, da izrazi, kar ima za povedati, pol ga dam pa v avto, sedeš zadaj, pa gremo naprej. Jaz imam tako izrazoslovje, tako bolj zanimivo. Jaz sicer ne slikam, a ne, ampak imam druge načine.
Sej to, a ne, to zvadaš, mislim, to najdeš en način, ki je tebi blizu in tle uporabiš lahko domišljijo in si najdeš pač en svoj način, a ne, kako boš prišel vase in kako boš delal zdaj s temi stvarmi, ki so noter v tebi, a ne. Mogoče samo še za konec, da narediš en tak povzetek tega, ali pa ne povzetek, daš češenco na vrhu torte, povedala si ful čudovitih stvari. Jaz verjamem, da bo gledalkam in gledalcem zelo veliko všeč in da so dobili veliko uporabnega. Mogoče samo še tako tank, tisti, ja, to je to. Na koncu. Ja, ta beseda mi bila samoregulacija, recimo, da se sami zreguliramo, a ne, da to, kar si prej rekla, zadovoljimo svoje potrebe. In pol ne rabimo, da nam jih nekdo drug izpolnjuje, ja, in pol in ni razočaran. In smo zadovoljni. Ja, in smo mi zadovoljni, ja. Ja, super. Hvala lepa za ta obisk v studiu, v oddaji Moj odnos do zdravja. Drage gledalke in spoštovani gledalci, vas pa vabim, da greste prevzeti svoje darilo na www.bisernica.si/darilo. Lep pozdrav.